Jaz mislim, da se je žur šele začel. Ja. Še nekaj let bo, preden bomo spoznali, da pravzaprav biti član nekega socialnega omrežja ni več tako nedolžna stvar. Ampak jaz mislim, da bo v bližnji prihodnosti trend vendarle obrnen. Danes že imamo določene spletne strani, ki propagirajo privacy-friendly rešitve, da je torej posameznik tisti, ki je, bom rekla, lastnik vseh svojih osebnih podatkov, ki jih je dal na socialno omrežje. Diaspora recimo je ena takšnih spletnih strani. Informacijski pooblaščenci se ogromno pogovarjamo že o tem, kaj nam bo prinesla prihodnost. Namreč pogovarjamo se o pravici do pozabe. Danes, ko ti nekaj javno objaviš na svetovnem spletu, na socialnih omrežjih, bo tam tako rekoč ostalo zavedno. In morda nam bo enkrat v prihodnosti žal, da smo v mladosti počeli neumnosti in to pustili seveda vse naše elektronske sledi na spletnih straneh, ki jih je danes nemogoče zbrisati. V Evropi trdimo, da ima posameznik pravico se odločiti, da to, kar je počel v preteklosti, ni več rekla, njegov način življenja, da je takrat naredil napake, da ima torej pravico do izbrisa. Amerika ima seveda popolnoma diametralno nasprotno stališče. Ko si enkrat nekaj dal na splet, si takrat v to privolil, to tam ostane, to je tvoj problem in tvoja napaka. Skratka, ta pravica do pozabe je debata prihodnosti, a ne? In jaz mislim, da vsaj znotraj Evrope bomo dosegli to, da bodo morali operaterji in internet providerji, ko bo posameznik zahteval izbris svojih lastnih podatkov, ki jih je nekoč v preteklosti dal na spletno stran, to njegovo zahtevo upoštevati. Danes ni tako. Dajmo se zavedati, da ko enkrat nekaj na spletno stran damo, tam ostane. Zelo težko je stvari izbrisati. Danes ni več zaposlovalca, in to jaz mlade opozarjam, ki ne bi posameznika z Googlov ali s Facebookov, torej pogleda, kakšne elektronske sledi si pustil v elektronskem svetu, in če se nekoč v preteklosti mačkam sekal glave ali bil pri skinheadih, bo tak zaposlovalec prekleto razmislil, ali si takšnega posameznika želi v svojem delovnem okolju ali ne. Torej, to so stvari, na katere opozarjamo mlade.